Kljub dolgoletnim prizadevanjem so razmere na terenu, kar zadeva romsko problematiko, čedalje slabše. Vlomi, ropi, kraje v trgovinah, strelske obračuni, nasilje nad učenci v šolah. In se bojimo pravzaprav te temne prihodnosti, kaj vse čaka to našo regijo. Vemo, da smo pravzaprav najbolj izpostavljena regija, kar se tiče romske populacije, da imamo vrsto teh črnih naselij, črne gradnje rastejo po tekočem traku. Mesojedec, ki že 15 let bije boj z mlini na veter na področju romske problematike v jugovzhodni Sloveniji, je predlagal, da bi Rome zaposlili pri pogozdovanju krasa ali pri čiščenju njihovih naselij, a država pravi, da se to ne da. Vlada lahko spremeni zakon o davkih čez noč, tukaj pa leta, desetletja pravzaprav nič ne naredi in se situacija samo slabša. In so kakšne človekove pravice? Njihove, da prejemajo socialno podporo in ogrožajo vse ostale. Tudi na naše uredništvo so se zaradi težav z Romi nedavno obrnili krajani Otočca, a pred kamero ni upal nihče. Ljudje se bojijo prijaviti kriminalna dejanja, nasilna moč Romov pa s tem samo še raste, pravi mesojedec. S težavami je seznanil vse poslanske skupine, dobil je le 2, pa še ta, pravi, medla odgovora. Nihče pa ne govori o tem, zakaj in kaj bodo naredili, da bo končno spoznali, da je situacija resnično na terenu tako resna, da je potrebno ukrepati. Postajamo romska regija, pravi. Leta 1984 je v Žabjeku živelo 400, danes pa 1000 Romov, ob tem, da je njihova zaposlenost ničelna. Kam to vodi, se sprašuje mesojedec. V škocjanski občini je 10% vseh prebivalcev Romov. Večina živi, tako Bogdan Krašna, na ukradenem ozemlju v nelegalno zgrajenih hišah. Dobesedno lahko rečem, da smo glede razvoja pohabljeni, ker ta obrtna cona ne zaživi. Po drugi strani lahko rečem, da so pa tudi Romi pohabljeni zaradi socialnih transferjev, ker te socialne transferje, ki jih dobivajo, dobesedno ne znajo z njimi ravnati. Žal po vseh teh letih opažamo, da nekih napredkov v tem smislu socializacije, upoštevanih vsesplošnih pravil nekako ni. Zato so vladi že poslali prošnjo za sestanek s pristojnimi ministrstvi, saj je skrajni čas, tako Kapler, da ti prisluhnejo županom in začnejo težave urejati sistemsko. Le tako bomo lahko izstopili iz začaranega kroga, v katerem se vrtimo desetletja in gonilo katerega so, tako sogovorniki, ravno socialni transferji.